Lepo pozdravljeni. V središče je prišla poslanka Nove Slovenije Iva Dimic. Predlagam, da se tikava, glede na to, da sva sodelavki. Lepo pozdravljena in dobrodošla. Začniva z medijskim zakonom. Obstaja resna bojazen, da želijo vladajoči pod krinko preganjanja sovražnega govora omejiti svobodo govora. Kam pa sta comoli? Vidimo že potem, kakšen je odnos družbe, ko se pojavi neka izjava, neka označba, recimo nekoga, zelo popularno je zadnje čase, da se določene ljudi označuje za fašiste in pravzaprav ni nobene reakcije ob tem. Kako smo potem lahko prepričani, da bo preganjan govor, ki je resnično sovražen in spodbuja k nasilju, ne pa neka kritika, ki je nek odločevalec samo noče slišati? Hvala lepa za povabilo, lepo pozdravljeni. Lahko rečem, da medijski zakon je dejansko zakon, ki si ga je ta koalicija zaželela zato, da bi se seveda ves teren in tudi sama pripravila na prihajajoče volitve. Kdaj bojo te volitve? Nekateri pravijo, da so že zelo blizu, pa vendarle želijo utišati neko drugo mnenje. S tem zakonom seveda v skrbi za svobodo govora hočejo praktično pripeljati, da je vse, kar reče nekdo drug, neka druga politična opcija, ko izrazi neko kritiko, da je vse to hoče prikazati sovražni govor. Jaz se tega zakona bojim, zato ker ta zakon prinaša določene posledice in prinaša, da bojo utišali točno določene ljudi oziroma točno določen del populacije oziroma državljanov in seveda to, kot znajo, tudi že iz preteklosti znajo zelo striktno izvajati. Hočem pri tem mogoče tudi poudariti, da to izražanje pod krinko, da ščitijo svobodo govora, v bistvu pa gre za sovražni govor, želijo pripeljati tudi tako daleč, da bi seveda financiranje teh medijev, ki bi njim služili, seveda bilo odvisno od vsakokratne vlade, ampak vemo točno, kako je s tem trenutno v Sloveniji, da imajo pravo ali pa resnico govorijo samo nekateri mediji, drugi so poznani, da so strankarski mediji, da niso pravi mediji in ravno te želijo utišati, da ne bi povedali, kdaj delajo narobe, kdaj lažejo in kdaj seveda ljudi zavajajo in uničujejo to našo ubogo demokratično Slovenijo. Vodja poslanske skupine Cigler Kralj je bil zelo slikovit na seji Državnega zbora. Rekel je, da bodo denar dobili mediji, ki bodo vlado božali v smeri dlake. Ja, točno to je. Vemo, kako so že v preteklosti delovali v zadnjih teh 2-3 letih, praktično lahko spremljamo njihovo delovanje in njihovo željo, kaj za njih ni dobro. Zagotovo ne marajo osamosvojitve Slovenije, ne marajo mogoče ljudi, ki ne priznavajo več spolov, pa čeprav spola sta dejansko samo 2 in enostavno si želijo podrediti medije, da bojo potem vsakega, ki bo izrazil to nasprotovanje njihovim ideologijam, če lahko temu rečem tako, bojo potem tudi kaznovali in posledično tudi medije. Si pa omenjala tudi alternativo, ki jo predlaga Nova Slovenija glede financiranja medijev, se pravi, da bi lahko namenili delež dohodnine v višini 3%. Zagotovo. Tukaj bi sprožili to, da bi ljudje postali bolj aktivni. Aktivni tudi v smislu, kaj si želijo gledati, kaj si želijo poslušati, katere nevladne organizacije želijo podpirati. In bi recimo iz 1%, toliko, kar je zdaj, prej je bilo 0,5, zdaj 1% dohodnine namenjamo različnim organizacijam. In mi predlagamo, da bi se ta odstotek dvignil na 3%, to bi bil že kar lep denar, zajetna vsota, ki bi jo ljudje razdelili tistim medijem in tistim nevladnim organizacijam, za katere menijo, da zastopajo neke iste interese, kot jih imajo sami državljani. In s tem bi spodbudili, da bi se seveda rešili nekih razpisov, ki dejansko so namenjeni točno določenem podjetju, točno določeni stranki, točno določenem društvu. In tega bi se rešili. Zelo odmeva tudi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Na vidiku je celo naknadni zakonodajni referendum. Bi se strinjala z oceno, da je to zakon za kulturno elito? Zagotovo je, ampak
če lahko pogledamo mogoče nekoliko širše dogajanje v slovenski politiki v zadnjih 12-13 letih. Verjetno se še marsikdo spomni, da so včasih imele, predvsem ženske, mislim, da jih je bilo okrog 50 do 60 tisoč, neke dodatke oziroma neko državno pokojnino. To jim je Svetlikov zakon v takratni vladi Boruta Pahorja odvzel. In smo mi naenkrat dobili te ženske, ki praktično niso bile v času bivšega sistema nič zavarovane, delale doma, skrbele ponavadi za večjo številčnoščo družino, zato so tudi ostale doma, niso šle na trg dela in jim je država to delo nekako priznala. Te krivice se ni nikoli popravilo, ne? In ravno zdaj pa prihaja z iste strani, z iste politične strani pa predlog, ko bi nekaterim kulturnim delavcem, seveda, ki dobijo priznanje določenih kulturnih organizacij, podelili kar zaslužene penzije, tako rečemo, v višini 3000 evrov na mesec. Zagotovo si marsikdo od kulturnikov to zasluži, zato ker je njihov prispevek za slovensko kulturo velik, pomemben, nekateri pa v zadnjem času vidimo, da si tega praktično ne zaslužijo in to je na nek način zakon za kulturno elito, če pogledamo nazaj, da se je v preteklosti pa tistim, bom rekla, povprečnim ljudem jemalo. Nadaljujva z zdravstvom, s temo, ki ti je zelo blizu, pri kateri si zelo angažirana. Vlada je pripravila poseben zakon samo za zdravnike, z njim omejuje delo zdravnikov, ki pa dejansko odpravljajo čakalne vrste. Torej, v boju proti zdravnikom, nekem ideološkem boju, na cedilo puščajo ljudi. Nova Slovenija se pa zadeve loteva z drugega konca, torej pri človeku, ki mora priti do storitve, ki jo potrebuje. Znova smo vložili zakon, s katerimi bi to rešili. Ja, znova smo vložili zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki prinaša spremembo, da ko bolnik potrebuje ali pacient potrebuje zdravstveno storitev, jo opravi tam, kjer jo želi. In seveda vsak, ki je bolan, bo to poiskal čim prej, in ne glede na vrsto izvajalca. In seveda to storitev plača Zavod za zdravstveno zavarovanje, zato ker vsak, ki potrebuje storitev, v Sloveniji imamo zdaj praktično vse obvezno, vsi plačujemo v zdravstveno blagajno in pričakujem, da takrat, ko zbolim, bom to storitev takoj dobila, ne bom šla v čakalno vrsto in seveda za to storitev ne bom niti plačala, zato ker v ta žakelj zdravstveni plačujem. Vlada se je pa tega lotila ravno nasprotno, oni pa želijo videti, kdo dela v zasebnem, kdo je koncesionar, kdo dela v javnem in želijo nagrajevati samo tiste, ki so v javnem, s tem, da jim omejujejo, da ne smejo nikjer drugje delati. V Sloveniji primanjkuje zdravnikov. Mi v povprečju Evropske unije imamo najmanj zdravnikov na 1000 prebivalcev. Vse ostale evropske države jih imajo več, zato lahko imajo tudi boljše in dostopnejše zdravstvo. Mi trenutno v Sloveniji se srečujemo z nedostopnim zdravstvom. Pa tako je, ponovno lahko rečem, elite mogoče si ki več lahko privoščijo, povprečen državljan pa se postavi v čakalno vrsto in ravno to želimo v Novi Sloveniji odpraviti, da ta povprečen državljan pride do storitev takrat, ko je potrebuje. Zdaj gre za neko histerično maščevanje zasebnemu, ampak s tem zakonom, na način, kot si ga je vlada zamislila, se pravzaprav še dodatno privatizira zdravstvo. Narobe svet. Popolnoma narobe svet. Ravno danes smo se pogovarjali z zdravstvenimi organizacijami, da so stvari na področju zdravstva in pritoka in teženj po privatizaciji zdravstva seveda velike in ta zakon gre ravno njim nasproti, ker če bi ta zakon, ki ga imamo pred sabo, v ničemer ne postavlja v ospredje pacienta, nikoli ne omenja, da mora pa pacient priti na storitev v 10 dneh, v 2 mesecih, ampak samo preprečuje, kako bi lahko zdravniki prišli nasproti pacientom. In s tem si upam danes trditi, bomo podaljšali čakalne vrste in s tem uničili naše javno zdravstvo, ki je do zdaj še nekako dihalo na škrge, ampak mislim, da s tem zakonom enostavno bo odliv zdravnikov iz sistema velik. Naprimer, ne rešujejo niti
primer enega čisto osnovno, če dam primer, fizioterapija v javnem zdravstvenem zavodu, ima določene stvari, potem pa ta isti fizioterapevt lahko izvaja tudi neko, bom rekla, samoplačniško dejavnost, ki bi izboljšala stanje, ne vem, mogoče tudi kakšna masaža ali kakšna dodatna terapija, je zdaj zaračunal. Kako bo to v prihodnje? Ta zakon na to ne odgovarja. Se pravi, ljudje te storitve kljub protiplačilu pri tem fizioterapevtu ne bomo dobili. Napoveduješ podobne posledice, kot se je dogajalo pri zdravstvenem zavarovanju. Se pravi, želeli smo nekaj, dobili smo nekaj drugega. Najprej so na silo ukinili dopolnilno zavarovanje, češ da se ne bi podražilo, nato so ljudi obvezali, da plačujemo zdravstveni prispevek, ki se je kljub vsemu na koncu podražil. Spet napad na zasebno, od tega pa nihče nič nima. To je delovanje, moram reči, predvsem levice ali pa tudi levih strank, ki so trenutno v državnem zboru. Oni vse, kar je mogoče zasebno, to še iz vseh preteklih let bivšega sistema enostavno ne želijo slišati nič o zasebniku, nič o samem državljanu, kaj ima pravico, in kaže na to, da zadeva gre popolnoma res v nasprotno smer. Majčken pesimističen zaključek, ampak morava končati. Hvala za zdaj, še kdaj, upam, da spet kmalu. Hvala tudi vsem, ki ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.